Barvitost je osnovna značilnost slikarstva Stojana Špegla. Z barvami gledalca pritegne v svoj zdaj realistični, zdaj abstraktni svet, svet zunanjih in notranjih pokrajin. Tokrat slovenska tradicija rudarstva in avtorjev intimni odnos do tematike. Gre za izjemno zanimivo razstavo, zelo svojevrstno, zaradi tega, ker svojo tematiko in motiviko posega po eni strani v industrijsko zgodovino Slovenije, po drugi strani pa v rudarsko izročilo, tudi slovensko. In teh tematik se redko kdo loteva tako sistematično, kot se jih Stojan Špegl. Industrijske motive za ta cikel slik je avtor našel neposredno v svoji okolici. Stojan Špegl je namreč vodja Muzeja premogovništva Slovenije in vodja tamkajšnjega razstavišča Barbara, kjer je postavil že več kot 180 razstav. Na aktualni razstavi v Mariboru vstopamo v podobe prostorov, ki jih ne poznamo. Vsako sliko sestavljajo 2 ali 3. Razstava je tako narejena v diptihih in triptihih. Trojnost je značilna tudi za sestavo vsakega izmed njih. Spodaj simbolika podzemlja, jaški, v sredini realistični industrijski objekt, zgoraj nebo. V zgornji etaži galerije Dlum predstavlja industrijske motivike s poudarkom recimo na Gorenja. On je tako rekoč iz Velenja, čeprav živi v Šoštanju in posveča se pa tudi seveda rudnikom velenjskim in zasavskim. Zanimivo, da na nek način združuje ta spodnji del zemlje, torej ta geološke formacije z samim rudnikom oziroma z jaški, kot je tudi naslov cikla, ki nekje povezujejo ta spodnji del, zemeljski, globoki, z zgornjim delom nebeškim. In ta, bi rekel, to nebo je dejansko neke vrste transcendentno nebo, zaradi tega, ker praviloma uporablja zlato barvo in s tem zlatom skuša na nek način poudariti to svetost delavstva, inženirjev, torej teh konstruktorjev, skratka izumiteljev, na nek način vse, kar zaznamuje industrijsko dobo, vendar ne v negativnem smislu, pač pa v pozitivnem smislu. Galerija Dlum je dobitnica Glazerjeve listine za leto 2016. Leta 2015 smo pa obeležili 95. obletnico delovanja društva. Tako da leta 2020 bo 100. Smo najstarejše društvo, likovno društvo v državi. Našo prvo razstavo je odpiral sam general Rudolf Maister, kar smo še posebej ponosni, letos je Maisterovo leto. Naslednji dogodek v Društvu likovnih umetnikov bo februarja razstava nagrajencev društva, ki bodo spomladi razstavljali še v italijanskem Pordenonu. Italijanski slikarji pa prihajajo v Maribor. V maju se bo predstavil Samo Pajek, Dlum pa vrata vsako leto odpira tudi mladim ustvarjalcem, ki se lahko prijavijo na razpis in v juliju, nekateri sploh prvič, javnosti predstavijo svoja dela.